Tok, tok, otroci! Ste za eno zanimivo predstavo, ki so jo pripravili člani gledališkega krožka osnovne šole Žužemberk. Vsi imamo doma večje in manjše omare in v njih imamo spravljene bolj ali manj zanimive stvari. Marsikdo pa v omaro tudi kaj skrije. Poglejmo, kaj se skriva v eni majceni omari. Gospa Flek? Gospa Flek? Kje je gospa Flek? Gospa Flek? V kuhinji. Sem tukaj. Gospa Flek? Gospa Flek? Gospa Flek? Gospa Flek? Gospa Flek? Da, gospod Klobučar. Pravkar sem pospravljala po zajtrku. Bojim se, da nobeden od gostov ne mara nove slanine. Dobra slanina je Antonova prekajena. Edina razlika je v tem, da si lahko odrežeš debel kos, tak da zares uživaš v njem, namesto da ješ tanke rezine, ki se stopijo kot papirnati robčki. Gospa Flek? Da, gospod Klobučar. Preden sem se vselil, se poudaril, da naj se nihče ne približuje moje omari. Se spomnite? Seveda, prav gotovo se spominjam. In povedala sem vam, da imate lahko lastno ključavnico na omari, kot ste me prosili. Nihče to okoli nima ključ od vaše omare. Imate hlevi sami, gospod Klobučar. Kljub temu, gospa Flek. Sem rekla čestitki Štefi. Ne smeš odpirati omari gospoda Klobučarja. Gospod Klobučar je popolnoma urejen kavaler, ki je popolnoma sposoben sam skrbeti za tvoje stvari in tebi se ni potrebno ukvarjati s tem. Dala sem mi stroga navodila. Res je, gospod Klobučar, stroga navodila sem prejela. Veste, res sem včasih malce pozabljiva, tudi ta navodila sem vzorno upoštevala. Kljub temu, gospe. In kar se mene tiče, za Boga ne gre niti v bližino sobe. Preveč dela imaš v spodnjih prostorih. Kaj šele, da bi morala skrbeti še za zgornje. Za te skrbi, Štefi, mislim, da nisem bila skoraj že O, gospa Flek, že skoraj na celo večnost. Sploh se ne spomnim, kdaj ste bili nazadnje v zgornjih prostorih. Lahko bi prenehali s čiščenjem prahu tam zgoraj, pa tole ga bi zdalo, sploh ne bi opazila. Gospa Flek, omar je zelo majhen prostor in to je vse, kar prosim v svojem življenju. Le majcena omara, do katere nima nihče dostopa. In jaz vas čisto razumem, gospod Klobučar, vsi moramo imeti svoj prostor, kjer lahko ohranimo le svoje zasebno. Kamor ne povabimo preostalega sveta, čisto razumem. Da nekdo se je poigral s tisto ključavnico na vratih, gospa Flek. Kaj? Česa ne poveste? Gospod Klobučar, česa ne poveste? Pač, gospa Flek, nekdo se je poigral s tisto dragocetničarjevo ključavnico, se ta vpraša. Hočete reči, da šel nekdo gor, ko ni bilo nikogar okoli in poskušal vdreti v vašo omaro? Seveda ne vem, a ne bo prenašal tega, da se nekdo poigrava s tisto ključavnico. Tista soba, dokler jo imam jaz v lasti, je moja zasebna posest. In dal sem stroga navodila, da naj se nihče ne približuje omari. In želim, da se jih tudi pošteva. Seveda, gospod Klobučar, vi ste moji najljubši od vseh mojih gostov. Vedno ste tako korektni in urejeni. Vi ste prav zares lahko gostom za vzor. Morali bi imeti predavanje na tisti večerni šoli za odrasle. Lastnice penziona v našem mestu bi se zbrale in se vam zahvalile. Hvala, gospa Flek. Kljub temu moram ponoviti, da je tista omara moja zasebna posest. Notri ni ničesar, česar bi se lahko sramoval. To ne. Želim samo imeti nek mali prostor, nek miceni prostor, do katerega nima nihče dostopa. To je vse, kar prosim, gospa Flek. In jaz vas čisto razumem, gospod Klobučar. Potem pa v redu. Če sem jasno povedal, upam, da ne bo potrebno zadeve znova pogrevati. Ponovno bom povedala Štefi, da naj se nobeden nikoli ne približuje omari gospoda Klobučarja. Razumeš? Da, gospod Flek, razumem. Nihče se ne sme približevati omari gospoda Klobučarja. Mislim, da razumem. Ja. Hvala, gospa Flek. Strela, koliko je že ura? Ne smemo pevati niti minute več. Ste včeraj videli gospod Kravcer v vaši trgovini? Gospod Kravcer? Da. Ja, mislim, da sem. Včeraj me je klicala in mi povedala, kako dober človek ste. Vi ste prav zares lahko gostom za vzor. Morali bi imeti predavanje na tisti večerni šoli za odrasle.
Lastnica penzionov bi se zbrala in se vam zahvalila. Rekla je, da ste tako dober človek. Moški so bolj urejeni kot ženske, sem ji rekla. Veste, enkrat so pri meni bivale stare učiteljice. Nenehno so bile v kopalnici. Si prale lase ali pa si jih hodale, ali pa si brile noge na mojih lepih posteljnih prevlekah. Veste, gospod Fleck je bil takrat še živ in ga je to skoraj spravilo v pamet. Zaradi njih teh učiteljic. Lep dan, gospa Fleck. Lep dan, gospod Klobučar, mar boste tukaj na večeri? Ja, nameravam iti. Lep dan, gospod Klobučar. Gospa Kravcar, imate minutko časa? Pridite, hitro, prosim, hitro. Evo me, so že tukaj. Veste, kaj je bilo? Ne smete iti v mojo sobo, mi je rekel že 200-tič. Gospa Fleck, nekdo se je poigrava s učavnico na moji omari, zahtevam zasebnost, gospa Fleck. Je rekel, kot da je njegova hiša in da mi lahko ukazuje. Si morate misliti. In kaj ima skrito v tisti omari, da tega noben ne sme izvedeti? Mi lahko poveste? Pokradeno robo? No, gospa Kravcar, ne mislim, da je kriminalec. Seveda ne vem, ampak nekako mislim, da to ni to. Ljubezenska pisma? Gospa Kravcar, to da zakaj bi kdo potreboval celo omaro za svoje ljubezenska pisma? Zagotovo je skrivnost. Sicer ne bi imel nič proti, če bi kdo to videl. Kaj bi vi storili? Jaz bi kar pogledala, kaj se skriva v njej. A vi? No, pridite z mano, hitro. Štefi, nekaj časa zdaj ne smeš gor. Z gospod Kravcar bomo uredili nekaj zadev, ki se tebe ne tičejo. Ostani tu, dokler te ponovno ne potrebujem. Ko te bom potrebovala, te pokličem. Da, gospod Fleck. Kaj za Boga me tako podi stran? Kaj spet naklepa? A naša gospod Fleck. Štefi, zapomni si, nekaj časa ne smeš gor. Ko te ponovno potrebujem, te pokličem. Razumem, gospod Fleck. Mislim, da imate vso pravico, gospod Fleck. Vso pravico. Da, tudi jaz tako mislim. Imam popolnoma vso pravico. Kolikor vem, lahko pri meni prenočuje tudi vohun ali norec. Kaj ima v tej omari, da tega noben ne sme izvedeti? Mi lahko poveste, tudi če mene vprašate, je skrivnost. Sicer ne bi imel nič proti, če bi kdo to videl. Mogoče ima bombo, s katero nas namerava uničiti. Ne bom stala križem roko, nekdo kuje nekakšne zle načrte v moji hiši. Ponosna sem, da sem prava Slovenka. In pravim tistemu, ki želi ohraniti svoje stvari skrite, naj pove resnico in pride z njo na plan. Gospod Klobučar se vedno zdaj kot urejen moški in osebno nimam nič proti njemu. Pravzaprav je najboljši stanovalec, kar sem ga kdajkoli imela. Sobo ima čisto, brez enega samega madeža. Štefi ni treba ničesar narediti, samo posteljo mu postelje in to zelo cenim. Toda, če mene vprašate,
Se mi zdi nekoliko nenavadno za moškega, da je tako urejen. Mar ne pravite isto? Ustvarila sem se mnenje o njem, ko sem se pogovarjala z njim v Lidlu včeraj. Moj bog, kako koraka! Človek bi si mislil, da je predsednik in ne prodajni svetovalec. Vprašala sem ga, kje imajo umetne rože. Zdaj sem vedela, želela sem samo videti, če me bo prepoznal. Nasmehnil se je in naredil tako gospodsko gesto z roko, da mi je pokazal, kje so. Mislila bi si, da je celski grof s svojimi lepimi manirami. Torej, hočete reči, da je član plesnega kluba in še kriminalec ob enem? Tega ne moreš reči. Veliko si jih pridruži takemu klubu, tako za krinko. Veš, tista učiteljica, ki je pri meni, kar vem, da je pri vedeževalkah, prinaša domov vse vrste knjig. Ja, nevarne knjige. A vsako nedeljo zjutraj gre k maši, samo da se pretvarja, da ni pri vedeževalkah. Boga. In mislim, da imate vso pravico, da greste pogledati, kaj se skriva v tej omari, gospod Flek. Da, tudi jaz tako mislim. Imam popolnoma vso pravico. Pridite z mano. Gospod Flek, draga, mislim, da ni prav, da grem jaz. Bom ostala tukaj spodaj in pazila, da vas Štefi ne bo motila. Gospod Kravca, tega ne bom storila, če ne greste z mano. Pravzaprav ste bili vi prav toliko radovedni kot jaz in zato mi dolgujete, da greste z mano. Da. No, gospod Flek, če tako mislite, potem pa grem z vami. Saj, tako ne delava nič protizakonitega. Prav gotovo, da ne. Zakaj še taka? Ne! Boste spet stikali po gospodovi sobi. Vsaj nekaj videti. Veste, v njej nimam nič dela. In take goste imam najrajši. Nevredno. Hrana za goste. Draga, upam, da ne bo izvedel. Mislim, da lahko spraviva tisto ključavnico strane, da bi naredili več fraz kot svojih včeraj. Ne bo pazino. Stavim, da bo. Ima ostro oko. Ni mi mar, tudi če izve. Imam pravico vedeti, kaj v tisti omari je. Da, no, gospod Flek, kar pojdite. Sem takoj za vami. Klobuki, na ducati njih, z rožami na njih, ne morem verjeti. Najbrž jih je prinesel domov iz trgovine, ne? To da bilo je polno šivalne opreme na policiji. Ampak, noben moški ne more narediti tako ljubkih klobukov, kot so ti. Ne vem, nekaj nenavadnega je pri gospodu Klobučarju že od samega začetka. Mislim, da je možno, da jih je naredil. Vem, da jih je. Sedaj se spominja, kako je vedno med zajtrkom preučeval modne revije. Vzel jih je s sabo v sobo. Vedno sem se spraševala, čemu. Zdaj imam odgovor. Preučeval jih je. Toda, zakaj bi v sobi izdeloval klobuke in jih potem hranil zaklenjene v omari? Samo pedantine, to je vse. Že ko sem ga prvič videla, sem si tako mislila. Preveč fin je za moškega, sploh kako ima urejeno sobo. Preprosto ni mogoče. Sedaj se želim, da ne bi pogledali. Imela sem popolnoma vso pravico. Vem, ampak... Če mene vprašate, mislim, da je najbolj pedanten moški, za katerega sem kadarkoli slišala. Rajši bi skrivala kriminalca, kot pa moja
ki izdeluje klobuke. Gospa Flek, ne govorite tega. Ja pa bi. Rajši bi skrivala kriminalca, kot pa moškega, ki izdeluje klobuke. Pa saj ni nič narobe z izdelavo klobukov. Veliko moških izdeluje klobuke. Nekaj najboljših kreatorjev je moških, seveda. Vklicala bom trgovino, v kateri dela. In ji povedala, kakšen čudak dela pri njih. Gospa Flek, ne delajte tega. Bom, prav gotovo, da bom. Jaz ne bi storila tega. Saj izdelava klobuka za moškega ni protizakonita. Pravzaprav ni naredil nič narobe. Moški, ki izdeluje klobuke in jih potem zaklene na hrani v omari. Ni besed, ki bi opisale, kakšen človek je to. Lahko naredi marsikaj nevarnega, norega. Gospa Flek, jaz pa ne mislim tako. Resnično ne. Rajši bi skrivala kriminalca, kot pa moškega, ki izdeluje klobuke. Lahko naredi marsikaj nevarnega. Jaz ne bi več premišljevala, če bi bila na vašem mestu. No, očitno mora na svetu obstajati različne vrste ljudi. Seveda, tako gledajte na to, ja? Klobuki! Klobuki! Ladocate njih, zdroženi na njih! Sedaj pa moram iti. Za Boga, upam, da ne bo nikoli gledal. Ni mi mar tudi, če izve, samo naj me ne poskuša zasliševati tistem njegovem vzvišenem tonu. Gospa Flek, nekdo se je poigraval s ključavnico na moji omari. Gospa Flek, zahtevam zasebnost. Bom že imela odgovor zanj, kaj za Boga misli odrasel moški, kot ste vi, gospod Klobučer, z izdelavo klobukov. To mu bom rekla in potem se ne bo več obnašal tako superiorno. Gospa Flek, dobro ste ga zadeli. Kaj ste rekli? Klobuki? V tej hiši so sami norci. Klobuki. In kot da jaz ne vem, da ne smem stikati po tujih stvareh. Ja, seveda. Gospa Flek, ste pa resen Flek? Lepi so. Razen ta. No, gospa Flek, kdo je zdaj lepa, oglejena mestna dama, ha? Vi ali jaz? Mislim, da odgovor že veste.